Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes nas čaka prava poslastica. Z nami je Zlatko Dedić, slovenski nogometaš, ki ga večina verjetno pozna po legendarnem zlatem golu za kvalifikacijo Slovenije za nastop na svetovno prvenstvo leta 2010, ki je bilo potem v Južni Afriki. Zlatko ima bogato nogometno kariero, še bolj bogato pa je njegovo znanje o investiranju, kar pa verjetno večina niti ne ve. Zdravo, Zlatko. Ja, lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo, Marja. Hvala. Danes je 18. november. Leta 2009 se je zgodil ta legendarni gol. In kako doživljaš, mi dva snemava danes na 18. novembra, kako doživljaš recimo ta dan, ko si v bistvu spremenil, bil pomemben košček v mozaiku te slovenske nogometne pravljice? Ja, zdaj razumem, zakaj si mogoče tudi ti izbrala ravno 18. 11. Ali je to bilo slučajno? To je bilo slučajno. Po resnici povedano, čisto sem v svojem življenjskem teku, ne spominjam se pogosto, da pravno 18. 11. se je nekaj zgodilo, kajti življenje teče hitro naprej. Potrebno se je dokazovati vsak dan. Ampak spomini so pa zelo lepi. Dostikrat tudi moj sin in hčerka pogledata na YouTube kakšen moj video in dostikrat nanese pol tudi zgodba in pogovor o tej tekmi. Ja, zelo lepi spomini, nekaj za zgodovino, nekaj fantastičnega in kratnega in ja, lahko samo rečem, da je super. Mi dva sicer danes ne bomo se pogovarjala o nogometu, ampak se bomo pogovarjala o temi, ki je tudi meni blizu, to je investiranje. Vseeno bi pa te kot športnika vprašala tudi vprašanja vezano recimo na disciplino, sistematičnost, nadzor čustev, ker tudi to je pomemben del zgodbe o investiranju. Obstajajo kakšne podobnosti med mentaliteto športnika in mentaliteto investitorja? Absolutno. In to je zelo zanimiva zgodba. Trenutek, ko sem jaz razumel te stvari, da je to povezano, sem tudi začel biti dosti bolj miren na terenu, ker seveda mi nogometaši, ko začnemo, nismo vsi premožni. Kvečemu je velika večina, ne bom uporabil besede revni, ampak začneš pač iz enih enostavnih pogojev in potem ti vidiš v nogometu možnost, da lahko nekaj dosežeš, da lahko svojo družino zagarantiraš, da lahko pač iz finančnega vidika si zelo uspešen. In potem si v nekem temu teku, borbi in poskušaš čim več, čeprav že vsak normalen nogometaš zasluži zelo zadosti, da če bi imel zdaj to drugo znanje, bi mu lahko zadostovalo, da si pač naredi en določen cash flow, da si naredi en določen pasivni dohodek. In seveda, ko sem jaz to razumel, ko sem pri svojem 26. 27. letu sem imel tale klik, ko sem prebral si eno študijo in ko sem potem jaz te stvari razumel, sem bil tudi bolj miren na terenu, kajti sem vedel, jaz imam pod kontrolo pač svoje življenje in če bom delal pravilno z mojim znanjem, bom si ustvaril dovolj pasivnega dobička, da po karieri bom lahko delal tisto, kar si želim in da bo moja družina bila mirna in da bo vse potekalo tako, kot je treba. In to je zelo pomembno, kajti ogromno mi je pa pomagala mentaliteta, disciplina, kajti tudi tale stran potrebuje mirnočo, mentaliteto, disciplino, pozitivno razmišljanje in tako naprej. Ja. Zdaj, rekel si pri 26, 27 se je zgodil ta klik, ampak kdaj si pa začel z investiranjem in kdo te je motiviral k temu, da si začel investirati? Ker si začel že zelo zgodaj, ne? Tako je. Jaz sem prvo nepremičnino kupil že, mislim, da nisem niti imel 16 let. Prvo pač mojo pogodbo, takoj sem imel to srečo. Jaz sem vedel, da nekaj moram narediti. Jaz sem pač bil, ne spomnim se niti sam,
zakaj z nepremičninami. Pač vedno sem si želel nekaj imeti, imel sem to, da to se rabi. To si lahko, ker mogoče zaradi tega, ker smo mi živeli v enostavnih pogojih, ker smo živeli v stanovanju od firme, od mojega očeta, in mogoče sem na ta način hotel čim prej, da si kupim prvo nepremičnino. To sem storil 16 leti, ampak dosti njih kupi. In tudi jaz sem do 26. leta nekaj milijonov evrov investiral, ampak z neznanjem, ker če bi investiral z znanjem, bi lahko dosti več premoženja naredil. In to je tista zadeva, na katero je potem treba biti pazljiv, katero naša agencija danes z svojim delom, ki ga upravljam pri agenciji na ekskluzivnim sodelovanjem z ProTransfer agencijo, smo uvedli ravno tudi to, da naši nogometaši bojo imeli to prioriteto, da bojo dobijali ta know-how, in da bojo tisti, ki seveda bojo to želeli, bojo to razumeli, da bojo potem tudi po karieri imeli pač določeno premoženje in določeni pasivni dohodek. Zdaj si povedal zelo veliko pomembnih stvari. Se pravi, z neznanjem si investiral več milijonov. Ali so bile te investicije, ki so prinesle nek želen zaslužek, ali so bili tudi tukaj neki flopi investicijski, ki so precej, recimo, te zaboleli finančno? Ne, sploh ne. Te investicije so bile zelo dobre. Govori se iz tega, ker jaz sem takrat investiral vse s cashom. Se pravi, jaz sem to celo svojo likvidnost pač sem jaz porabljal sproti. Kar pomeni, jaz sem zaslužil, 200, 300, 400 tisoč evrov, sem šel in sem kupil stanovanje za 200, 300, 400 tisoč evrov in sem ga dal v najem. In to je v prvem pogledu vse pravilno. Ampak, zdaj pa vam jaz povem recimo primer. Recimo gremo vzeti čisto konkreten primer. Leta 2005 jaz si kupim stanovanje, gremo za enostavno razumevanje 100 tisoč evrov. In ga dam v najem za takratnih 350 evrov. Ok, in vse to teče. In na 350 evrov moram plačati davke, in to vse, in to imam pač neki pasivni dobiček, recimo, da mi ostane čistega, 300 evrov, če vzamemo, ali pa 250 evrov naj mi ostane čistega, če vzamemo vse te stroške stran. In to je v redu. Danes je to stanovanje recimo vredno 200 tisoč evrov, kar je realno še več, ampak recimo je vredno 200 tisoč evrov. Jaz sem se pravi 100% dobiček naredil, plus še tiste najemnine, ki sem dobil, recimo, da sem najemnine moral, nekaj sem moral investirati vmes, zamenjati nekaj za najemnike, nekaj popraviti in tako naprej. In to je ok, to je v prvem pogledu, sem jaz za nekoga, ki nima znanja, naredil vse pravilno. Zdaj, če bi pa jaz takrat uporabil samo 20 tisoč svojega kapitala, pa bi 80 tisoč evrov dvignil kredita, pa bi jaz imel danes isto premoženje in ne bi imel mogoče najemnin, ker bi šle za kredit, ampak glede na to, da so obrestne mere bile takrat zelo ugodne, se pravi, jaz bi isto premoženje imel danes in recimo gremo narediti tako, da je spet lažje za razumevanje, gremo narediti zdaj drugo, profesionalno investicijo. Jaz, ki sem pač zaslužil nekaj desetin tisoč evrov na mesec, se pravi, vsaka banka bi bila zelo vesela, da bi mi dala kredit. Še posebno, če bi imel znanje. Se pravi, jaz bi šel na banko in bi rekel, banka, pozdravljeni, rabim 100 tisoč evrov za to stanovanje. Rabim kredit na 30 let, sem zelo mlad in bi ga tudi dobil na 30 let. Se pravi, kaj se zgodi? Moja rata bi bila mogoče 200 evrov ali pa 270, 250 evrov je bilo takrat, ko sem jaz to računal nazaj. Se pravi, jaz bi imel celo 70 evrov cash flowa in 100% kredit, kar pomeni, jaz sem 0 evrov dal svojega denarja. Samo da je boljše za razumevanje. Kaj se zgodi? Danes je to stanovanje vredno 200 tisoč evrov. Se pravi, jaz sem naredil 100 tisoč evrov, če bi jaz to stanovanje prodal, če ga lahko prodamo v Nemčiji, ga lahko prodamo po 10 letih brez davka. V Sloveniji je to malo drugače, ampak recimo, da ga držim toliko let, da mi je stanovanje brez davka, da ga lahko prodam. Se pravi, jaz sem v 10, 20 letih naredil nekaj 100 tisoč evrov premoženja
Se pravi, jaz sem recimo po 20 letih bom prodal stanovanje, kar je realistično, ker če vsi se mi spomnimo za 20 let nazaj, da so bila stanovanja 3-krat manj vredna kot danes. Se pravi, če bi jaz prodal to stanovanje po 20 letih za 300,000 evrov in nisem vrnil niti enega evra banki, se pravi, da smo še vedno dolg do banke 100,000 evrov, jaz prodam stanovanje, vrnem banki njen dolg, ok? Zdaj se mu nekdo javil in bo rekel, ja, moraš plačati tudi obresti. Ja, seveda, jih ne plačam jaz, jih plača moj najemnik. Ne? Se pravi, jaz nič ne storim. Se pravi, po 20 letih jaz prodam nepremičnino za 300,000 evrov, vrnem banki 100,000 evrov in meni ostane 200,000 evrov neto premoženja, neto likvidnosti. Ampak kako sem pa jaz ta denar naredil? Koliko sem pa jaz vložil? 0 evrov. Se pravi, to je v Sloveniji ni mogoče, ker v Sloveniji banke tako ne razmišljajo, ampak jaz sem želel dati primer samo, da je lažje za razumeti za mlade, za pač ljudi, ki bi želeli narediti prvi korak. To seveda točno 1 na 1, kot sem zdaj povedal, ne gre, ampak gre pa z 20-30 tisoč evri, pa 70,000 evrov se bo vzel kredit, kar dosti tudi mladih dela, ampak naredijo pa napako, da prvo vzamejo za sebe nepremičnino. Ker to je spet boljše kot nič, ampak pravo razvijanje premoženja je, ko se kupi, pa daje v najem. Zadnjič sem bila na nekem podcastu in sem omenila, zakaj bi morali biti vsi lastniki stanovanj. 90% stanovanj v Sloveniji je lastniških. Zakaj moraš biti lastnik? A ne, zdaj pa ti praviš, da delamo napako s tem, ko si kupimo stanovanje za sebe. Pozor, okay. Oprosti Marja, napaka. To je odločitev vsakega posameznika. Se pravi, napaka, jaz bi raje videl, tu zdaj ni kdo ima prav, kdo ima narobe, jaz bi raje videl, da nek mladi par, še posebej, ker sem jaz bil nogometaš, jaz ne vem, kje bom živel. Je neumno bi bilo, da sem jaz si kupil top stanovanje takrat za 500,000 evrov ali pa 1,000,000 evrov, ki niti ni obstajalo takrat v stanovanju v Kopru za 1,000,000 evrov. In kaj bom z njim? Bo bil 10-15 let prazno. Ni logike. Se pravi, zakaj? Ker sem jaz v svetu igram nogomet. Jaz rabim zdaj delati si cash flow in bi bilo boljše, da sem kupoval 10 takih stanovanj po 100,000 evrov. Bi mi dosti več premoženja naredilo in pasivnega dobička proti koncu karijere. Zdaj pa, če se predstavlja vsem malo v Slovenijo, tukaj pri nas, da če želiš dobiti kredit, moraš biti kreditno sposoben, potrebuješ načeloma imeti tudi zaposlitev za nedoločen čas, potrebuješ načeloma tudi 20% lastnih sredstev, to lahko pri trenutnih cenah, recimo v Ljubljani, nanese 20, 30, 40, 50 tisoč evrov in marsikdo mlad človek pač nima toliko denarja našparanga. Kako bo pa ta izziv? Ja, zdaj smo pa spet pri disciplini, če bi jaz vam rekel, nekomu, glej, imaš 1 leto časa, da zbereš 50,000 evrov, ali pa bo tvoja mama umrla. Kaj mislite? Bo ta oseba, ta fant ali pa ta punca ali pa bilo kdo, bo zbral v tem letu 50,000 evrov? Zagotovo, vse smo imeli take primere že v praksi, ko za otroke zbirajo, ne? Po več milijonov. To je zdaj dobrodelna, ampak recimo ne izberemo, nimamo tega denarja, zaradi tega, ker nimamo pritiska, da bi ta denar zbrali. To sem želel povedati na enem takem malo brutalnem načinu, ampak moramo si narediti pritisk. Vprašamo eno nono, vprašamo drugo nono, vzamemo kredit pri svojih starših, če se želi, se bo denar zbral, ker najtežji je začetek. Najtežji je začetni kapital. Jaz se to strinjam, ampak je pa tudi res, da se da tudi v Sloveniji, je pa to zelo, zelo, dosti težje, recimo, kot jaz se govorim iz izkušenj, jaz sem to vse dal skozi, in v Sloveniji, in v Nemčiji, je dosti težje, seveda, ampak se da. Še posebno, če je nekdo mlad. Ne vem, hitro pa se zbere denar za dober avto. Se pravi, 20-30 tisoč evrov pa ne rabi takoj štartati za nakup nepremičnine za investicijo v Ljubljani. Lahko se gre samo v neka mesta, kjer se iščejo stanovanje v najem.
se gre štartati jaz imam zdaj enega našega zelo, zelo pridnega fanta iz naše agencije, ki zasluži zelo dobro, pa je šel tudi v neko manjše slovensko mesto investirati. In ima 3 najemnike, mi je glih včeraj poslal sporočilo, se bom dobil s 3 najemniki, pač se pravi, lahko zbira tudi v takih lokacijah, ne rabi biti samo Ljubljana, center, najboljša. Seveda to bi bilo zelo pomembno, najbolj pomembno je lokacija, ko se investira pri nepremičninah, ampak mikrolokacije so tudi pomembne. Mi imamo tudi top lokacije v Kranju, imamo tudi top lokacije v Kopru, imamo top lokacije v Mariboru. V Ljubljani, seveda Ljubljana in Obala so najdražji, ampak za štart se lahko gre tudi v kakšno drugo mesto in se štarta, seveda. In potem, ko si ti enkrat zaštartal, ko si ti prvih 3, 4, 5 let nekaj pokazal banki, da to laufa, potem je tudi lažje iti za naslednji korak. Najemniki so pa potencialno lahko tudi neko tveganje za investitorja, saj nikoli ne veš, koga boš dobil stanovanje, a ne? Velikokrat smo že pisali o tem, da pač najemniki povzročajo in lahko škodo, ne plačujejo najemnine in se ga težko znebiš, po domače povedano. Absolutno res. Jaz dajem v najem nepremičnine recimo 24 let, v 24 pa ne eno nepremičnino, kar nekaj nepremičnin. Pa kaj mislite v 24 letih, koliko sem imel težav z najemniki? Pa imel sem jih, ampak koliko mislite? Procentualno gledano? Ja, recimo procentualno. Recimo 10-15%. Tako je, 4 do 5%. Se pravi, sem jaz imel težav. Zdaj, vprašanje je, kaj jaz zdaj zaradi tega problemčka ne bom investiral v nepremičnine. V karkoli delam v življenju, jaz se tudi vprašam, kaj je riziko iti v službo z avtom. Boš mi rekla, Marija, ne. Ja, zakaj da ne? Kaj se ne more nič zgoditi na poti? Pa ne, da si ti kriva. Lahko z avtom se nekdo v nas zabije. Ampak ker mi vemo, kaj delamo, je potem zelo manjša vrednost, da se kaj zgodi. In če ti veš, kaj delaš, in če ti veš, kako izbirati najemnike, če ti veš, kako financirati imobilijo, če ti veš, kako izbrati imobilijo, če ti veš, kako se pogovarjati z ljudmi, če ti veš, kako predstaviti, narediti pravi marketing svoje imobilije, svoje nepremičnine, se pravi, je tu zelo, zelo nizka možnost, da se kaj zgodi. Ampak to je naložba, ki se obrabi. Se pravi, moraš kot investitor na vsaj 10 let investirati nek denar, zato da se neka nepremičnina osveži, hkrati moraš biti pa konstantno najemniku na razpolago, ko se pokvari, ne vem, pralni stroj. To so vse točne stvari, ampak tudi tukaj imam zelo dober odgovor. Se pravi, da bi se zdaj najemniku pokvaril stroj, nisem imel iskreno teh izkušenj ali pa zelo malo. Jaz imam že tako velik tim, da to že oni poskrbijo, če bi se karkoli zgodilo v tem pogledu. Mi največ dajemo nepremičnine prazne, se pravi samo s kuhinjo noter. Ampak lahko se zgodi, moraš biti v najemu ali moraš poskrbeti, da nekdo to reši, ampak če si dober do najemnikov, če ne gledaš vsak evro, rečeš najemniku, pogledajte, izberite si pralni stroj, pa mi pošljite račun, pa bojo bili še bolj veseli in bojo mogoče na ta račun tudi stanovanje še bolj čuvali, ker si bojo lahko oni izbrali svoj pralni stroj, če smo pri pralnem stroju. Je pa res, da je treba investirati, da je treba stanovanje osvežiti, da je treba delati tudi na teh stvareh in to se ukalkulira na začetku. Spet pa to niso neke gromozanske investicije. Za pobeliti stanovanje, za očistiti stanovanje, pa tudi za zamenjati podev stanovanj, je vse skupaj lahko 10.000 evrov, če ga hočemo osvežiti in če spet gledamo na kakšno kvaliteto gremo, seveda. Ne? Ampak gremo vzeti normalno stanovanje za eno normalno potrošnjo. In to, ko vzameš v 10, 15, 20 letih v primerjavi, kaj zaslužiš, se to absolutno izplača.
Ampak dostikrat se namreč pozablja to upoštevati, ko se dela ta kalkulacija. Jaz mislim, da večina ne zna zračunati donosnost od svojih naložb v nepremičnine. Kolikšno recimo je donosnost tvojega nepremičninskega portfelja? Ja, donosnost, kako misliš tole? Mesečna donosnost? Na letni ravni. Letni ravni, v procentih, približno. Misliš v procentih na moj osebni dohodek? Ja, lahko tako recimo povem, da mi smo naredili zdaj v prodaji, zdaj moje osebno se pravi, jaz lahko celo moje življenje sfinanciram in vse, kar se dogaja okrog mene, z pasivnim neto dohodkom mojih nepremičnin. Se pravi, lahko bi nič več ne delal in bi absolutno se normalno preživljal samo z pasivnim dohodkom mojih nepremičnin. Ne, zato, ker te nekako ocena, ki sem jo delala na podlagi trenutnega stanja v Sloveniji, je donosnost z temi naložbenimi stanovanjskimi nepremičninami tam okrog 3-4% na letni ravni. Bistveno višja je donosnost recimo z investicijo v neko pisarno, recimo, ali pa nekatere druge poslovne nepremičnine, če gledava na letni ravni. Ne? Zdaj razumem tvoje vprašanje. Ja, zdaj pa je treba tudi izračunati donosnost. Zdaj, kako se izračuna donosnost? Donosnost se izračuna, se pravi, jaz vložim 100.000 evrov in dobim, 400 evrov najemnine, se pravi 4,8% je donosnost te nepremičnine. Teoretično. Ja, teoretično. Moramo pa pogledati, koliko denarja svojega jaz dam v nepremičnino. In če jaz dam 100.000 evrov, je moja donosnost 4,8%. Ampak če jaz dam samo 20.000 evrov, pa moramo imeti pa računico, da odvzamemo samo, se pravi, obrestno mero. Glavnico, ki jo damo banki, je pa naš denar, ker nekdo nam odplačuje dolgove navzdol in to pomeni, da mi moramo tudi to šteti kot naš dobiček. In se pravi, tu pride potem lahko 20, 30%, 15%, odvisno od nepremičnine in še moramo dodati inflacijo na rast cene. Se pravi, mi moramo na 100.000 evrov, v najslabšem primeru, ki pa mi dva veva, da je inflacija dosti večja kot 3%, 2-3%, ki jo želimo uradno dati v svet. Se pravi, mi moramo še na teh 100.000 evrov računati, da samo če bi inflacijo računali, se pravi, da mi damo 20.000 evrov našega kapitala, ostalo dvignemo kredit, pa dobimo inflacijo na ceno stanovanja na 100.000 evrov, je to recimo 2-3.000 evrov letno, na vloženih 20.000, samo inflacija, pustimo vse druge stvari, pustimo najemnine, pustimo vse druge, je to že donosnost preko 10%. Ja, pa moramo še upoštevati izpad dohodka zaradi najemnikov na letni ravni. Lahko se zgodi, recimo, da kakšen mesec pride do izpada. Upoštevati je treba strošek vzdrževanja nepremičnine, plus pa je tudi to, recimo, če govorimo konkretno o nepremičninah, najemnine se usklajujejo z inflacijo. To je recimo tudi en tak plus, če govoriva, a ne? Ja, z inflacijo ali pa obstajajo tudi pogodbe, ko se dajo to investirati, ko se daje najemnino uskladiti z inflacijo. Jaz to tudi dosti govorim, zdaj, kar se pogovarjajo, jaz sem šel iz slovenskega tržišča ven. Jaz, ker na slovenskem tržišču je nažalost to zelo, zelo težko. Jaz dosti govorim, zdaj, kar se mi dva pogovarjava, je dosti težje kot v Nemčiji, tako bom rekel. Ni zelo težko, da mu ne bom vzel hrabrosti, ne želim tega, ker je možno, je zelo možno. Sem tudi v Sloveniji, prve začetke sem delal s tem. Ampak je dosti lažje v Nemčiji in se pravi, če se pogovarjava zdaj, ki sem šel ven temo, kaj sva imela. Ja, pogovarjali smo se o tem, kaj je vse noter vključeno v izračun te donosnosti, pa da je v Sloveniji težje se tako, rekel. Pa pogodbo, na pogodbo, da se vrnemo na najemnike, pogodbe, ja. Se pravi, se lahko naredi tudi lestvica, da najemnik že ve na začetku, da vsako leto se bo v naslednjih 5 letih ali pa v naslednjih 10 letih, zviševala najemnina po 20 evrov, po 30 evrov. To se pač dajo narediti pogodbe z najemnikom ali se pa veže pogodba na inflacijo, kot si tudi rekla, tudi to je možno. In je pa res, da en del stroškov, ki pridejo, jih plačajo najemniki.
najemodajalec pa plača samo tiste pač stroške, osnovno kot so davek na nepremičnino, kot se to gre na nas in to se seveda treba vse ukalkulirati noter, ko se dela. Ampak je zelo pomembno, jaz vem, da ti imaš rada, ne vem, če sem te dobro ocenil, borzo, zelo rada si na borzi in sem tudi sam. In jaz vidim največjo razliko, da mi v borzi pa se da tudi s kreditom na borzi delati, ampak moraš imeti dosti znanja, če želiš s tem delati. Ampak jaz vidim prednost med temi dvemi investicijami, da če jaz želim kupiti eno nepremičnino, mi ne rabim 100% denar. Če govoriva o nakupiti eno nepremičnino za 100,000 evrov, ne rabim 100,000 evrov. Na borzi pa če investiram 20,000 evrov, ne morem igrati 100,000 evrov. Se da, ampak recimo za enega navadnega investitorja, enega mladega fanta ne bo šel takoj leverage investirati. Je pa ta prednost, da rabim 100,000 evrov. Na borzi se tudi da za vzvodom investirati. Zakaj so meni v bistvu delnice mogoče malo bliže kot nepremičnine? Zaradi tega, ker so bolj likvidne, jaz lahko danes hitro prodam delnico, pa tudi en razlog je, manj opravka imaš z ljudmi. Ljudje znajo biti kar en velik faktor tveganja. Tudi lahko z leverageom investiraš brez problema, danes praktično vse borze to ponujajo, ni potrebno biti nek bogataš. Dobivam dividende, ki so višje od obrestnih mer, tako da, ne vem, zdaj se mi pa vseeno je pa treba povedati, da cene nepremičnin niso tako nihajne kot recimo delnice. Na delniškem trgu veliko več dogaja. Pa tudi recimo nimamo tega, mi ne gledamo, da bi vsak dan lahko spremljal cene nepremičnin, kaj se dogaja, tako kot lahko na borzi gledaš. Ker mogoče, če bi lahko gledal cene nepremičnin vsak dan, mogoče bi bili ti vzponi in padci hitrejši, ampak pri nas se cene ne premikajo oziroma grejo sam navzgor. Ni teh dramatičnih vzponov in padcev, to hočem povedati. Marja, jaz se 100% strinjam s tabo in to so dve top stvari. Govorimo, se pravi, borza, nepremičnine. Zelo premožni ljudje so v obeh tržiščih notri. Kaj želimo pa povedati? Kamorkoli se odločiš, je zelo pomembno, da najprej vase investiraš. Ker kdorkoli, seveda, lahko govorimo in spet je treba pogledati za koga. Zdaj, najbolj pametno je S&P 500, Nasdaq 100, DAX, vsak mesec daje noter po 100 evrov, na dolgo rok boš sigurno naredil boš bil boljši od inflacije in boš imel zaslužek, se pravi, je recimo enostavno. Zdaj pa, če gremo level up, ko pa treba tudi analizirati podjetja, ko treba analizirati njihove bilance, ko treba investirati, moraš investirati prvo zase, da to veš, se pravi, veš pravilno analizirati bilance, veš pravilno gledati podjetje, moraš tudi, kako ti vidiš prihodnost teh podjetij in na osnovi tega sprejeti odločitev, ali je to delnica zate, ali to delnica ni zate. Se pravi, v obeh stvareh moraš imeti znanje in z obemi stvarmi moraš prvo vase investirati. Meni je bližja nepremičnina, mogoče tudi zaradi tega, ker sem začel zelo hitro s tem in ker sem tudi tukaj pač se malo najdu in meni to ni problem delati z ljudmi. Pravzaprav jaz v prvi liniji ne delam jaz, se pravi, danes že delajo, že timsko imam to pač ljudi, ki skrbijo za te stvari, ker tudi ne bi uspel vsega tega sam delati, ampak je pa sigurno oboje je prav. Ja, se strinjam. Jaz bi zelo rad, da ljudje začnejo razmišljati bilo katero od teh dveh. Ma so tudi potem druge stvari, ki se da zaslužiti, ampak to so ti tiste dve najbolj velika stebra, bi rekel. No. Zdaj, na začetku si povedal lokacijo, tudi mikrolokacija. Zdaj si omenil, da je treba poznati kazalnike, recimo podjetij, ko se želiš analizirati delnice. Pa da mi povej, recimo, kako odkriješ dobro nepremičninsko investicijo? Kaj vse moraš odkljukati? Ja, to je zelo dobro vprašanje.
najboljše investicije so offline. Moraš biti zelo, zelo dobro povezan z ljudmi. In konekcija je kot v vsakem poslu tudi tukaj zelo, zelo dobro povezana. Se pravi, moraš redno biti na tržišču, moraš vedno pogovarjati z ljudmi, moraš redno hoditi, ogledovati si nepremičnine, tudi mogoče takrat, ko jih ne boš kupil, da začutiš, vedno so kakšne priložnosti, vedno dobiti dobre informacije, tudi zakaj nekdo prodaja, v kakšnem trenutku nekdo prodaja. Imeli smo en zelo lep boom v nepremičninah, potem pa je prišel manjši padec zaradi obrestnih mer, ki so šle navzgor, in zdaj se tudi mnogi ustrašijo in se ustavijo, ampak ravno to je trenutek, ko obrestne mere grejo dol, cene stanovanj pridejo dol. In obratno, obrestne mere grejo dol, stanovanje grejo gor. Moraš samo paziti, da ne kupiš na vrhu. Se pravi, v tistem trenutku, kot se je meni zgodilo, ki je naprimer leta 2009, ko je bila tista velika kriza na nepremičninskem trgu, kdo je kupil 2008-2007 stanovanje, ne vem, takrat za 130.000 evrov, se je lahko znajdel in je moral prodati leta 2012-2013, je bilo stanovanje še 90.000 evrov vredno. Se pravi, to, če ima znanje, to prepoznaš. In če bi takrat moral prodati, bi izgubil denar. Ampak zato pa jaz pravim, nepremičnine niso, da bomo kupili danes in čez 2 leti jo prodali. Lahko se zgodi, da naredimo dobiček, lahko se pa po velika verjetnost, da ga dobička ne bomo naredili. Ampak nepremičnina je ena zadeva, ko jo kupiš in pustiš. Minimum 10-15 let. Ali dosti več. Več kot je, boljše je. In zato se gre, ker čez noč, ne moremo čez noč ničesar narediti uspešnega. Lahko se zgodi, loto milijonerji, čez noč si milijoner, če nima znanja, boš ta denar izgubil, zaradi tega, ker mi lahko samo toliko denarja zadržimo, koliko imamo znanja. In kar se zgodi, imamo loto milijonerjev, je zelo lep primer, dobijo veliko vsoto denarja in v 5 letih so na isti poziciji, kot so bili pred dobičkom ali celo v slabši. Zakaj? Zaradi tega, ker nimajo znanja in ne vejo, kako se to dela. Zdaj, ko to omeniš, sem se spomnila seveda na NBA košarkaše. Oni preden dobijo ta milijonski ček, morajo skozi to neko finančno opismenjevanje. Kako pa je pri nogometaših? Tudi v NHL-u je ista zgodba. Se pravi, ravno zaradi tega, ker te košarkaši številni prihajajo iz geta, iz težkih razmer, in ko dobijo ta milijonski ček, se jim malo zmeša in vse pač skurijo. Ravno zaradi tega so uvedli to finančno opismenjevanje, zaradi tega, da pač bi znali zadržati ta denar oziroma ga tudi oplemenitali. Kako pa je bilo pri vas oziroma je pri vas? Nič se ne zgodi. Tega izobraževanja, vsaj v mojem času, jaz lahko govorim iz mojega časa, upam, da se zdaj popravlja, zdaj se je popravljalo zaradi tega, ker tudi dosti mi skrbimo za naše fante v naši agenciji, dosti se izobražujemo, dosti informacij, skozi social media se dosti lažje pride do dobrih informacij. Tudi danes to, kar se mi dva pogovarjava, so to izredne informacije, tako da lahko se danes pride do informacij. Ampak dosti ljudi ima dobre informacije. Tu vsi mi vemo, da če bomo šli jesti vsak dan burger v McDonald's, da to ni za nas dobro in zdravo. Pa vseeno imamo ljudi, ki grejo. Se pravi, informacija sama je samo potencialna moč. Prava moč je, ko ti informacijo daš v prakso. In dosti fantov, dosti profesionalnih nogometašev, profesionalnih športnikov nimajo časa za to. In zato je zelo, zelo pomembno imeti pravi tim okrog sebe, če govorimo za to vrsto. Prave ljudi okrog sebe, ki imajo znanja, ki vejo, kaj delajo in ki te bojo pripeljali na zeleno vejo. Tole je ful dobro, prav napisala sem si. Prava moč je, ko daš informacijo v prakso. Točno to. Jaz poslušam teoretike, filozofe, kako vse obvladajo, ampak kje pa je praksa?
Zakaj nisi investiral? Vse informacije imaš na dlani. Dajno, zresno se, daj investiraj. Tako. A te lahko še vprašam, zdaj mi, da se ful pogovarjava o teh nepremičninah, a lahko mogoče poveš, koliko je teh nepremičnin v tvojem celotnem naložbenem portfelju? Ja, lahko z veseljem. Jaz moram še omeniti, da jaz vodim 2 strategije. V nepremičninah rabiš tudi strategije. Se pravi, imamo buy and hold, se pravi, jaz imam strategijo, ko kupim nepremičnino, jo dam najem in jo pustim. In imamo tudi strategijo, ko kupujemo nepremičnine, se pravi, ko kupujemo zemljišča, zgradimo nepremičnine in jih dajemo v najem. Se pravi, in to smo zdaj v zadnjih letih smo mi naredili, jaz osebno, so imeli volumen preko 15 milijonov evrov. Se pravi, samo v nakupovanju, razvoju in predajanju naprej. Naredili smo ravno jutri še z enim, pač preko mene je investiralo recimo preko 30 profesionalnih nogometašev, preko mene ali pa z mojim znanjem, in naredili smo tudi tukaj, če upoštevam še jutrišnji deal, ki smo tik pred zaključkom, smo tudi tukaj čez 10 milijonov evrov, kar smo naredili, se pravi, volumna. Ja, in to so recimo že zelo pomembne številke, ki pač pokažejo, in ne smemo pozabiti, da smo v najslabšem možnem času to delali. In kljub temu, ker vemo, kaj delamo, smo kljub temu tudi iz teh časov prišli uspešno ven. Zato, ker je treba pravilno vedeti, prepoznati, kupiti. V nakupu je največji dobiček. Ne? In če ti pravilno kupiš, če kupiš v pravem trenutku, če kupiš poceni, razviješ pravilno z znanjem in jo v pravem trenutku tudi prodaš. To je potem recimo tudi ena strategija, ki jo delamo, druga strategija pa je čisto enostavna, ki jo lahko čisto vsak naredi, ki tudi naša družina interno so jo naredili, dosti, ki pač grejo, kupijo, si dvignejo kredit, dajo nepremičnino v najem in pustijo to v naslednjih 20 let, se ne tika tega. Pred kratkim sem se pogovarjala z Ivom Boskarolom, to je eden najbogatejših Slovencev, on tudi zdaj razvija en projekt in je rekel, da želi ponuditi trgu v Ljubljani stanovanja po 3000 evrov na kvadratni meter, medtem ko so nova stanovanja 4700, 5000, do 10 000 grejo nova stanovanja na kvadratni meter. Koliko pa ti ponujaš, koliko pa je v bistvu kvadratni meter v teh vaših projektih, ki jih razvijate, gradite in potem ponudite na trgu? Zelo dobro. Zdaj je vprašanje, za koga delaš projekt. Se pravi, če delamo projekt za tržišče, za normalno, ne govorimo o luksuznih projektih, se ga lahko, glede na to, da ko je bila korona, so šle gradbeni stroški ekstremno navzgor in je bilo to skoraj nemogoče ponuditi na našem tržišču, govorimo o avstrijskem in nemškem tržišču, nemogoče ponuditi nepremičnino za 3000 evrov na kvadratni meter, da je to lahko končna stranka in da mi imamo pri temu dobiček. Se pravi, to ni bilo izvedljivo. Zdaj pa moramo vedeti, jaz zdaj ne poznam v Sloveniji, je vse malo bolj poceni v smislu delovna sila, zemljišča in tako naprej. Vse je odvisno, po kakšni ceni kupimo zemljišče, po koliko gradimo, se pravi, ali gradimo zdaj v Sloveniji, ne vem, če se da tudi v Sloveniji že zgraditi za 1500 evrov kvadratni meter. Ne vem, kakšna kvaliteta je to, verjetno se da, ampak ne vemo, kakšna kvaliteta je to. In na to moramo izračunati še zemljišče, ki pride. In če želimo iti v minus ali pa če ne želimo narediti dobička, seveda ga lahko prodamo tudi za 3000 evrov kvadratni meter, ampak je to že zelo, zelo športno in vkolikor zdaj spet, če grem kot investitor, želim tudi jaz nekaj dobrega narediti, nekaj kvalitetnega dati na tržišče, ampak seveda želimo tudi mi nekaj imeti od tega. To mislim, da je logično in normalno. Vkolikor pa gremo v pomoč, se pravi v nekaj socialnega narediti, je potem spet to druga zadeva. Pol se da tudi v tem primeru, pač ne vem kako, to je spet, moraš se specializirati za tak tip razvoja nepremičnin.
Ampak zanimivo, on ima pa popolnoma drugačno strategijo kot recimo ti. On recimo si ne izposoja denarja na banki in izključno s svojim cashom je recimo kupil to konkretno zemljišče, na katerem bo gradil te stanovanja. Tvoja strategija pa je, da si lahko sposodiš v celoti denar od banke. A ne, dve različni strategiji sta, tako da zanimivo, no? Seveda, jaz bi recimo z njegovim cashom, recimo, če bo on dal 1 milijon evrov za eno zemljišče in razvil projekt, bi lahko recimo dal 500 tisoč za to zemljišče in eno isto zemljišče še zraven za 500 tisoč in bi bil hitrejši, se pravi, bi lahko razvil 2 projekta naenkrat. To je tisto, kar sem jaz delal na začetku. Sem uporabljal vse svoj cash, ampak sem bil dosti bolj počasen v razvoju. Zdaj, je tudi pa pomembno, tudi da se ne preveč vzameš. To pa zdaj spet je treba vsak projekt vzeti, vsak projekt analizirati, vsak projekt pregledati, koliko denarja rabim svojega, koliko rabim od banke v tem primeru, kako lahko jaz to zaprem in tako naprej. To je zdaj spet, se gre v detajle noter, ki mogoče ne bojo bile vsem razumljive. A greva mogoče, ali kupuješ tudi recimo stanovanja na dražbah? Nisem imel nikoli časa za to, je pa to tudi ena od strategij, ampak po resnici povedano, če sem zelo iskren, še nikoli nisem kupil stanovanja na dražbi. A lahko mogoče izpostaviš svoj največji investicijski flop, da si izgubil denar, da te je zabolelo? Ne, moj največji investicijski flop je mogoče bil, recimo, da sem jaz kupil, ampak sem bil pametnejši kasneje, da sem nekaj nepremičnin kupil ravno takrat leta 2007, ker pač nisem imel znanja. In nekaj od tistih nepremičnin imam še dan danes v lasti, sem jih kupil pred crashom, ker pač nisem imel znanja. Se je zgodil crash, ampak jaz teh nepremičnin nisem prodajal, nisem imel potrebe po prodaji in kot sem rekel, še dan danes nekatere imam v svoji lasti. Se pravi, to ni bil flop, zaradi tega, ker nisem resnično ničesar izgubil, ker nisem moral takrat prodati. A ti investiraš samo v te stanovanjske nepremičnine ali tudi v poslovne nepremičnine? Poslovno nepremičnino tudi, sicer samo eno, ki to tudi moja boljša polovica ima svoj salon notri, se pravi, je v Kopru se nahaja, ampak ne, samo drugače nepremičnine za pač ne poslovne. Aha, zakaj recimo ne? To je tudi en tak zanimiv segment, ker se da kar nekaj denarja zaslužiti. Recimo trgovski center. Ja, seveda. Nisem se pač s to temo se nisem ukvarjal, ampak spet, če zdaj vzamemo poslovne nepremičnine, kaj se je zgodilo recimo v koroni času? V koroni času so poslovne nepremičnine bi bile velik flop. Zakaj? Zaradi tega, ker pač vsa podjetja niso mogla delati, niso mogle podjetja plačevati najemnin, se pravi, to je bil velik problem. Drugi problem, kar ga jaz vidim, trend, ki se je naredil v korona času, home office. Se pravi, gre se v to smer, da bo tudi dosti ljudi delalo od doma. Kaj se zgodi, da tudi nekatere velike poslovne stavbe so tudi tukaj v Frankfurtu, dobro, sicer ni dosti, moram tudi iskreno priznati, ampak v nekaterih mestih so tudi prazne. Zakaj? Zato, ker prej podjetja, ki so potrebovala naprimer 100 delovnih mest, zdaj s home officeom jih potrebuje 50. Se pravi, se krči. Ampak, ker ne želim povedati, da se ne da, seveda se ne da in se lahko tudi v tej smeri smo lahko zelo, zelo uspešni, ampak ni to moja smer. A ti mogoče investiraš v REIT sklade? To so skladi, ki so v bistvu nepremičninski, kotirajo na borzi. Se pravi, ti lahko z v bistvu enim klikom postaneš lastnik, ne vem, hotela v Miamiju, bolnice v Torontu, mosta, ne vem, ki je viadukta, ne vem, ki je v glavnem tudi konec koncev kazinoja v Las Vegasu.
Ja, imam to dve poziciji, sicer dve poziciji imam, ampak ni to nekaj velikega. To sem pač, časovno mi ne iznese vse to spremljati, tako kot bi bilo potrebno. Tako da, če sem v nepremičninah, sem tako, kot sem povedal, ampak imam pa tudi dve poziciji na borzi, tudi rate, kot si povedala. Tako da ja. Kaj si misliš o hitrih zaslužkih? Hitro gor, hitro dol. Se pravi, da se, ampak moraš biti pravi timing, jaz v hitre stvari ne verjamem. Dosti denarja se zgubi, preden bi mi šli, da nekaj hitrega osvojiš. Zato, da nisem prijatelj tega, ne odobravam tega in je to res samo sreča, če se nekomu nekaj takega zgodi, če se vrnemo na zgodbo Loto milijonerjev. Ampak seveda, če bi nekdo Nvidio kupil pred letom pa pol, bi zdaj imel, ne vem, 400-500%. To je res. Ampak ne, govorimo zdaj, koliko hitro, da čez noč obogatiš, zelo, zelo, zelo malo verjetno. Kako pa recimo zdaj doživljaš ta Trump trade, se temu reče, vse je poletel v nebo, kripto leti v nebo, konec koncev tudi delnice, ki si jih omenjal, letijo v nebo, tudi delnice prijateljev Trumpa letijo v nebo. Kaj si misliš recimo o trenutni situaciji? Jaz in politika res ne bi rad dajal nobenih političnih, ker res ne rad govorim o stvareh, v katerih nisem notri in nimam dovolj znanja, da bi lahko zdaj nekaj pavšalno govoril. Ne bi. Vemo, da je pač Trump kapitalist, da je tudi sam zelo, zelo premožen, da je tudi pač naredil sam ogromno premoženja, ampak kot politik in to se ne bi v te stvari spuščal. Je res, da so te zadeve zelo pomembne tudi za odločitev investicij na borzi. Absolutno je to treba spremljati. Kako gledam na to? Spet je pomembno, to so tisti momenti, tisti trendi, ki se zgodi, ker je dobra informacija, pa vse gre gor. Ostati miren, če imaš dobre delnice, če verjameš v delnice, če veš, kaj delaš, si naredil dobro stvar. Če pa si kupil delnico samo zato, ker ali bo prišel Trump ali ne, to je isto, kot da greš v križišče, skozi rdeče luči in zamižiš in upaš, da te nihče ne bo zadev. Se pravi, če si investiral tudi na borzi dolgoročno, lahko samo mirno in sproščeno spremljaš zadevo. Vkolikor pa si stavil na te stvari, pa moraš biti zelo, zelo pazljiv in moraš dobiti trenutek, ko so informacije na visokem, da si že notri na tržišču, pa potem, da mogoče greš ven takrat, ampak to je, to ni moj način investiranja. Kaj pa si misliš o kriptovalutah? Zelo, ogromno vprašanj dobim tudi kriptovalute, ampak premalo znanja imamo o kriptovalutah, da bi karkoli spet rad pavšalno govoril. Nimam kriptovalut, nisem investiran v kriptovalutah in kot sem že prej povedal, bi moral se dosti bolj s to temo poglobiti, ampak sigurno tudi s kriptovalutami se da zelo, zelo dobro zaslužiti in sigurno tudi kriptovalute bojo v prihodnosti imele neko svojo zgodbo, ampak jaz osebno me še ni prepričal. Še ni prepričal? Ne. Se pravi, če pogledamo zdaj, kakšen vlagatelj, kakšen profil vlagatelja si ti, investiraš v nepremičnine, ne verjameš v kripto, se pravi, kakšen vlagatelj si? Si zelo konzervativen vlagatelj? Jaz bi rekel, konzervativen in dolgoročen. Se pravi, jaz verjamem v dolgoročne stvari, se pravi, delam tisto, kar znam, v čemu sem dober in v čemu sem že imel uspeh. Sem odprt za nove stvari, absolutno ja. Jaz sem tudi na borzo vstopil pred nekaj leti in sem tudi zelo priden in imam tudi ljudi, s katerimi
s katerimi, ki imajo dosti več znanja od mene, s katerimi imam tudi firmo in sodelujemo in investiramo na borzi, ampak jaz osebno nisem, so mi bolj blizu nepremičnine. Zaradi tega, ker sem ogromno znanja, ogromno seminarjev, ogromno kontaktov, ogromno vsega tega dal skozi in se razvijam tudi na tem področju, ampak sem specialist za eno stvar, ker ne moremo biti specialisti za več stvari. In potem to mi je tudi bliže, ampak spoštujem in kot pravim tudi sam, sem pa tudi na borzi aktiven. A si mogoče kaj spremljal delnice nogometnih klubov, Manchester United, Borussia, Dortmund, Juventus, na gibanje cen v bistvu delnic vpliva res vse živo, prestop igralcev, špekulacije v prevzemu, škandali, veliki sponzorski v bistvu dili, posli, zmage, porazi, mislim, res cela drama je. A si spremljal? Sem površno. Zaradi tega, ker to ravno iz teh razlogov, ker to je zelo težko predvideti, kako bo zdaj recimo delnica od Borussia Dortmunda v naslednjem letu, glede na to, da imajo mlad tim, da so ogromno denarja investirali, se pravi, je to zelo, zelo težka in velika špekulacija glede teh investicij, tako da nisem se v temu poglobljen. No, evo vidiš, mogoče priložnost, zakaj pa ne. Zdaj, ti si omenil, da imaš 30 profi nogometašov v svoji te ekipi, ki skupaj investirate. Pa bi te vseeno mogoče še to vprašala. Zdaj, jaz sem kar naredila nekaj intervjujev s profesionalnimi športniki in smo se seveda normalno tudi pogovarjali o denarju, večina je itak investirana v nepremičninah, tudi nekateri trenerji, selektorji so investirani predvsem v nepremičninah, ampak številni so mi pa tudi omenjali, da so bili žrtev prevar. Se pravi, ko ti si uspešen, ko se vidijo neke številke, neki zaslužki v javnosti, hitro pride potem razni svetovalci, ki prodajajo vse živo in zdaj marsikater športnik nekako pač se pusti prevarati, no? Se je zgodilo, da se je pač pustil prevarati, no? Kako ti to komentiraš, ker je ta finančna nepismenost med športniki kar precej velika? Ja, spet se vrnemo na tisto, investiraj vase, ali pa moraš zelo dobro poznati ljudi, ki so okrog tebe, kaj te ljudi zmorejo, kaj ne zmorejo te ljudje, kako ti lahko investirajo, kakšni so njihovi rezultati, kaj so oni dosegli v svojih investicijah, če ti nekdo predlaga. Jaz imam zelo rad besedo, zelo rad povem tudi mnogim fantom, ko nekdo ti nekaj svetuje ali pa ko ti nekdo nekaj predlaga, prvo poglej, kakšni so rezultati. In če so rezultati taki, ki bi jih ti rad imel, potem poslušaj tega človeka. Če pa so rezultati taki, če je nekdo na istem nivoju kot ti, ali pa še slabši, se pravi, ne moreš ga poslušati. In to so tiste prve znaki. Ogromno tega obstaja, ogromno neznanja, ogromno ljudi, ki se ne razumejo, ogromno. Seveda, to je najboljše je, da športnik uspe kakšno knjigo prebrati o financah, že med tem, ko potuje, imam ogromno časa, sem sam to delal kar nekaj let, da si uspe vsaj tisto neko osnovo, nekaj malega, da je že slišal, kaj je inflacija, da je že slišal financiranje, da je zdaj slišal, kaj so dobri dolgovi, kaj so slabi dolgovi. Se pravi, da ve že te neke osnove, da je slišal za borzo, da je slišal rendite, dohodek, te besede, da je že slišal in da potem se s tem tudi začne malo ukvarjati v svojem prostem času. To je en velik nasvet, ker sem ga jaz storil sam zase in mi nič to ni škodilo pri moji karieri. Zdaj, ali igramo 2 uri PlayStation ali 2 uri preberemo neko knjigo, je spet odločitev vsakega posameznika, kaj želi doseči zase in za svoje življenje.
A veš, da sem bila mogoče majčkeno presenečena, mislim, ne vem, če presenečena, ampak opazila sem, no, da tudi Manihau posluša kar precej športnikov. To me je tako zelo pozitivno, no. Vesela sem, da so se angažirali in da želijo v bistvu neko dodatno znanje in mislim, da boš ti spodbuda tudi za vse ostale, ki mogoče še niso začele razmišljati o investiranju. Tako da ful ti hvala, no, da si vzel čas za to debato. Z veseljem. Ja, to je nujno. Jaz bi rekel, da to je nujno, ker dosti športnikov ne prihaja iz bogatih družin. A mi pa dobivamo finančno znanje kje? V svojih družinah. V šoli finančnega znanja ne bomo dobili. V šoli nas ne bojo naučili, ker je pač šolski sistem je čisto nekaj drugega, na neki čisto drugi bazi. Se pravi, finančno znanje, kje ga dobiš? Ga dobiš v družini. Je tvoja družina premožna? Ja, ok, pol boš imel neko finančno osnovo, ki je dobra. Ampak pri športnikih je zelo malo družin, ki so premožne in ki potem nekdo postane športnik. Se pravi, je zelo pomembno tole neka finančna pismenost in da začneš delati na sebi. In da se zavedaš, da ne znaš. Ker dosti, ko ti začenjaš služiti velike vsote, misliš, da kaj se pa meni lahko zgodi. Ampak je zelo velika razlika mojih 100.000 evrov leta 2005 ali pa od nekega športnika današnjih 100.000 evrov je ista številka. Ampak je vrednost tega denarja čisto drugačna. Se pravi, jaz sem 100.000 evri leta 2005 lahko kupil eno nepremičnino v Kopru ali pa celo ne, lahko bi kupil 2 takrat. Danes 100.000 evri ne bomo kupili niti mogoče polovico nepremičnine. Se pravi, je zelo pomembno, da v današnjem času imaš znanje in če imaš v današnjem času likvidnost, moraš investirati. Jaz dosti tudi uporabljam besedo, ti greš na trening in greš služiti denar. Tvoja punca gre v službo in gre služiti denar, kaj pa dela tvoj denar? Lahko tudi tvoj denar plača račun od telefona, lahko tudi tvoj denar plača električni račun. Ampak če samo sedi na računu in se nič ne dogaja, imamo problem. Ampak če iz straha, ker pač nismo navajeni investirati, ker pač čakamo, ali pa še en primer, zelo podoben, s katerim sem jaz odrastel. Jaz bom imel penzijo, naprimer, takrat, pred 20 leti, jaz bom imel penzijo 1500 evrov. Tega pa 1200, jaz zaslužim dobro in bom imel penzijo 1200 evrov. Takrat je bilo to dosti denarja. Ampak danes s 1200 evri penzije, kdo pa lahko preživi? Se da, seveda, ampak moraš skrčiti absolutno svoj življenjski stil. Se pravi, nanesti se na penzijo kasneje in če zdaj zaslužimo 2500 evrov na mesec, 2000 evrov na mesec in se nanesti na penzijo kasneje, je zelo, zelo velik problem. Se pravi, kdor ima možnost, mora stopiti in mora, kot si ti tudi zelo dobro rekla, z majhnimi številkami se da investirati. Lahko se 50 evrov na mesec da investirati, lahko se 20 evrov na mesec, to pa si lahko vsak privošči. In če lahko si investira 20 evrov, si kupiš knjigo. In si že boljši, si bolj pameten. Zakaj? Ker si vzel izkušnje od nekoga drugega. Pa še enkrat 20 evrov, pa še eno knjigo. Se pravi, to lahko vsak. Zdaj te bom pa ustavila, ker prava moč je, ko daš informacijo v prakso. Kupiti knjigo ni dost. Seveda. Moraš iti v prakso. Samo da ti še nekaj povem, ko govoriš o penzijah, je v bistvu kar alarmantno. 40% penzionistov v Sloveniji prejema pod 800 evri na mesec. S tem je težko preživeti. Žalostno. Ja. Absolutno se strinjam s teboj, absolutno se strinjam in to je velik problem, ampak ne bo boljše. Ker ne bo boljše, ker to je vedno... Marija, oprosti, a ti vidiš, ko meni prihajajo sporočila, se ne vidi. Se pravi, to je velik problem in vsi mi mislimo, da bo nekaj boljše. Ne bo boljše, samo se bo pač povečalo, ker inflacija gre gor, bojo oni dvigali teh 800 evrov, bo postalo 1000 evrov in mi bomo mislili, zdaj pa je 1000 evrov. Ja, ma tudi kava ni več €1,20, ampak bo €1,50.
Se pravi, si vedno na istem, samo številke se zamenjajo. In zato je to pomembno, ta finančna pismenost, zato je to pomembno, da vsak vzame svoje življenje v svoje roke in se prvo sam pri sebi, kot jaz povem tudi mojim otrokom, mojih hčerki, moraš prvo sama vedeti, kaj bi želela delati, kaj želiš, se pravi, sama se ukvarjati prvo s sabo in ko veš, a jaz bi to, pol tu se specializirati in postati najboljši. In tu začeti potem narediti svojo kariero in od tega, se upravičujem, Marja, in od tega potem pravilno investirati. A lahko saj še nekaj za zaključek? Včeraj sem gledala tole tekmo za Avstrijo, bolj z enim očesom, če sem čisto iskrena. Ampak vedno pa res z veseljem poslušam, kako nogometaši in trener Matjaž Kek konkretno analizirajo tekmo. Ker v bistvu jaz vidim selektorje kot na menedžerje, ki v bistvu mora upravljati, če uporabljam to terminologijo, z različnimi karakteri, egoti na igrišču. In na igrišču, kot si sam tudi lepo povedal, ni prostora za lenuhje. Želim to v bistvu nekako povezati tudi s tem denarjem, ker v bistvu smo mi selektor, ki bomo odločili, kaj bomo počeli s svojim denarjem, in če ga bomo pustili tam na igrišču, da sedi in da ne bo del ekipe, da ne bo igral, smo naredili v bistvu kaj? Nič nismo naredili. Ker jaz sem prepričana, da Kek enega lenuha v ekipi ne bi gledal. Niti ne moreš priti na tak nivo. Niti ne moreš, reprezentance že zelo, zelo visok nivo. Vsi fantje, ki se ukvarjajo s profesionalnim športom, ali je to nogomet ali bilo kaj, vsi mi nosimo že v sebi tisto disciplino, tisto željo po uspehu, vse, kar potrebuješ tudi v biznisu. In to je zelo, zelo pomembno. Samo ti se moraš naučiti osnove, moraš se naučiti nekatere stvari, ki so potrebne. Tudi avto lahko vozimo, ampak smo se morali tudi učiti, smo morali tudi iti delati izpit za avto, preden smo potem sami šli na cesto. In tako je tudi v financah. Je treba se prvo nekaj naučiti, eno smer, katera ti je bližja, tebi na primer je bližja borza in se absolutno strinjam in to je točno tako, si lahko likvidna, si lahko prodaš delnico, v 2 sekundah imaš spet na svojem računu denar, ampak nepremičnina je spet čisto nekaj drugega, zmrabiš čas, ne moreš jo vzeti sabo v žep in jo nesti nekam, so 2 čisto različne investicije, ampak če jih povežeš skupaj, je pa to top. In še mogoče to za zaključek, veš, od 10 milijonerjev jih 9 postane milijonerji kako? S biznisom, svojim biznisom. Ne? Kako da ne? Če pogledaš na lestvico milijonarjev oziroma milijarderjev, so vsi lastniki svojih podjetij, so revolucionarji, so naredili nekaj, kar je izven nekih normalnih okvirov. So ljudje z vizijo. Statistično, če vzamemo milijonerje... so pa podedovali premoženje od svojih staršev. 9 od 10 je postalo premožni z nepremičninami. Ti tako gledaš, jaz pa gledam malo drugače. Ampak oba dva imamo prav, ampak gledamo različno. Ampak 9 od 10 milijonerjev postanejo milijonerji skozi nepremičnine. Jaz mislim, da statistika, ki jo jaz imam, je ta, da v bistvu te milijonarji so v bistvu podedovali svoje premoženje, ta drugi milijonarji, en manjši odstotek, so pa v bistvu ustvarjali svoje premoženje s podjetjem, ki so ga pač naredili. Tako da. Ampak mogoče, ne vem. Zdaj na lestvici najbogatejših zemljanov na svetu je Warren Buffett, on pa je v bistvu dolgoročni investitor, ki kupuje v bistvu deleže. Absolutno, to so milijarderji. Imamo tudi Elon Muska, Jeff Bezos in tako naprej. Ampak jaz govorim, kako se pride najlažje do prvega milijona. Se pravi, to bi mogoče tudi bilo interesantno, je interesantno sigurno predvsem za mlade ljudi. Se pravi, kako bom prišel najlažje do prvega milijona? Ker poveva si resnico. In to zdaj zelo boli, kar bom povedal. Recimo, da zaslužimo 5,000 evrov na mesec.
Koliko ljudi zasluži 5000 evrov na mesec v Sloveniji? Se strinjava oba, zelo, zelo majhen odstotek. Ampak recimo, se še prebijene. Da lahko zaslužimo 5000 evrov na mesec, pa da vse ta denar prišparamo. Koliko let in da imamo 30 let, kdaj bomo postali milijoneri? Se pravi, samo z službo in z delom je nemogoče postati milijoner. To je res. Je treba še nekaj zraven delati. Je treba še nekaj zraven in je treba tudi pravilno investirati. In najhitreje se to doseže skozi nepremičnine. Ali pa podjetje, seveda, imaš super produkt, ki ga lahko milijonsko prodaš, seveda, podjetnik, nepremičnine, absolutno. Ampak jaz recimo navijam za nepremičnine, zato govorimo o tem, o čemu sem jaz noter. Ja. Jaz sem pa drugače naredila tudi epizodo, kako do 1. milijona, ker sta bila gosta Andraž Grahek. On ful investira v tem, on ima svoj sklad, pa investira v različne startupe, medtem ko Damjan je pa tudi naredil prvo kriptomenjalnico na svetu, Bitstamp, jo tudi potem uspešno prodal. Bil je ob pravem času, na pravem trenutku, s tisto svojo radovednostjo, kaj to Bitcoin je. In hotel je v bistvu user experience izboljšati, ker tiste kriptomenjalnice, ki so takrat obstajale, niso bile tako dobre. Tako da bil je z glavo pri stvari. Absolutno. Ko to govorimo za tisti 1% ljudi. Ja, za tisti, ja. To govorimo za tisti 1% ljudi, ko ti narediš nekaj, da menjaš vse. Ampak mi se pa vrnemo zdaj tukaj, kako lahko vsak z trdim delom in z znanjem pride najhitreje do tega cilja. Zdaj, glede na to, Zlatko, vse veš, da imamo zdaj že skoraj več kot 15 let, skoraj bikovski trend na borzi. Borze so noro eksplodirale. Jaz te lahko tudi svojo izkušnjo povem z investicijo v nepremičnino, ko sem naredila analizo investicija nepremičnine, investicija na borzi. Meni je borza malo bolj gor potegnila, kot pa investicija v nepremičnino. Ker smo imeli tako noro rast, ne? Absolutno se strinjam, ampak zdaj samo vprašanje tista likvidnost, zdaj če si dala, ne vem, govorimo za enostavno razumeti 100,000 evrov, kako pač številka verjetno te je prenesla gor v procentih, ampak nepremičnina je spet, kako nepremičnino pač jo financiraš, je tisti glavni podatek. To se pa strinjam s tabo, res je, ja. Ja. Zlatko, sem midva vse obdelala, morava še kaj povedati za zaključek. Potem to odrezala, kar boš Ne, meni je top, meni je vrhunsko, res si odličen sogovornik, prav užitek se je pogovarjati s tabo. Hvala, enako. Resno, tako da, Zlatko, jaz se ti zdaj v tem trenutku zahvaljujem, ampak prepričana sem, da bomo imela še to debato, ker mislim, da bo prišlo kar nekaj vprašanj, ki bodo namenjena seveda tebi, vezano na investiranje v nepremičnine, pa te bom potem še enkrat pozvala, da prideš v Money How. Ok, najlepša hvala za povabilo, Marja, in hvala. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja@businesspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na podcast Money How, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte Money How, ne bo vam žal. Lep pozdrav!